vsak kos moje unikatni in sem hotel, da naredim res impozantne kose, da se pač pokažem. Zdaj, če grem v New York, da pač ljudje vidijo, ne, da ne delaš nekih čist, ne vem, navadnih kosov, prodajnih, ne. Meni je bilo bolj važno, da se predstavim, da ljudje vidijo, kaj se da z lesa narediti, tako da to je bil moj prvi cilj, da navdušim ljudi. Moj uspeh z Mitjo Segajem. Sponi in padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje. Zdravo, v novi epizodi Večerovega podcasta Moj uspeh. Podjetniško-umetniški bomo danes, res en tak malo drugačen, poseben segment bomo zaplavali z današnjim gostom, sogovornikom, ki je iz lesa ustvaril svojo življenjsko zgodbo in s tem tudi svoj umetniško, pa malo tudi podjetniški podpis. Srečko Molk je z nami, oblikovalec unikatnega nakita iz lesa. Srečko prihaja z Ptuja, že 20 let v bistvu dokazuje, da je mogoče iz povsem naravnega materiala ustvarjati izdelke z visoko estetsko in tudi čustveno vrednostjo. Njegova zgodba se je začela, seveda, kje drugje kot v otroštvu, nadaljevala na lesarski šoli v Mariboru in njegov nakit danes v bistvu naslavlja občinstvo ne samo v Sloveniji, tudi po svetu. Srečko pa se pred nekaj dnevi vrnil tudi iz New Yorka, kjer je razstavljal svoje umetnine, tako da Srečko, zdravo. Zdravo. Kak je, še pod vtisom? Ja, saj takrat, ko ste me poklicali na ta podcast, pač napisal, da rabim nekaj časa, da se udeležim, pa da lahko nekaj govorim o tem, ker je takrat, ko sem prišel domov, me je adrenalin popuščal, tako da sem rekel, da najboljše, da malo počakam, ker sem res bil pod takimi vtisi in ker je to za mene res bila, mislim, življenjska zgodba in se težko nekako, še dan danes verjamem, da se je to zgodilo. Tako da. Bova o tem boš vse še povedal, dogovorila sva se, da sva na ti, ker je pogovor bolj sproščen, pa ker sva isti letnik, ne bova pa povedala, kateri. Ampak najboljši pravijo, ne? Ja. Vedno. New York res je, jaz sem te pocukal, ko si se vračal v bistvu iz te poti. Tudi zato, ker sem želel, da so vtisi še sveži, ne? Ker vendarle tam je šlo seveda za umetniški, na nek način umetniško udejstvovanje, pa hkrati tudi malo poslovno. Boš povedal, ali pa povej, no, mogoče si ljudje ne zna predstavljati, kako do takega sodelovanja pride. Ti si imel zelo dobro izkušnjo, kako te, recimo, kdo te pocuka, kako te pocuka in kako si prišel v New York in kako se tvoj nakit tam znašel. Ja, to je dobro vprašanje, kako do tega prideš, ne. Zdaj, če imaš srečo, tako sem jaz imel, da nakit izdelujem že več kot 20 let. Že v začetku sem si nekako želel, da bi pač prišel do neke take galerije, ampak čez oblikovanje se kar nekako to ni dogajalo, tako da že skoraj človek obupa, pa si misli, dobro, pol pa bom delal samo v Sloveniji, pa ne, saj sem delal nekaj čez mejo, ampak res sem si trdno želel, da bi se zgodila taka stvar. Je pa prišlo čisto spontano. Ta gospa Brajna me je na Instagramu zasledila, me je nagovorila preko SMS-a in od takrat se je pač začelo. To je bilo nekje september, oktober prejšnjo leto. Mislil sem, da pač, ko me je zasledila, da je zdaj že to tisti končni, ampak še trajalo 2 meseca. Ja, še trajalo 2 meseca, da me je nekako preučevala, sledila in gledala, kaj delam. Tako da sem bil še takrat na trnih, ne. Seveda pa pred tem sem tudi nekako preveril, kdo je to, če je to res v poplavi nekih prevar, si je rekel, da ja, se nikdar ne veš. Pol pa, ko sem to malo preveril, pa videl in mislim, se res v šoku, ne, če je to
če je to res, ne. Ampak pol, ko je prišel tisti čas, vem, da je bilo po noči enkrat, ne vem, 11:30, 12, ker oni so 6 ur nazaj, mi je napisala, če sem še buden, da mi sporoča isto preko Instagrama, da pač me je zbrala in no, še zdaj dobim kurjo kožo, ker res, mislim, ta za mene bil taka prelomnica. Zdaj sem pol leta oziroma 5 mesecev delal. To si rekel, da nisi, ne, ko smo se pogovarjali, že lani sta se vidva dogovorila, veš, se to ni dosti časa, ne, da si pripravil ti v bistvu izdelke, ne, koliko je tega bilo, povej pa, da si... Ja, do 75 kosov je ona rekla, da lahko imaš, ker je razstava za prodajnega značaja, seveda pa vsak kos moj je unikatni in sem hotel, da naredim res impozantne kose, da se pač pokažem, zdaj, če grem v New York, da pač ljudje vidijo, ne, da ne delaš nekih čist, ne vem, navadnih kosov, prodajnih, ne. Meni je bilo bolj važno, da se predstavim, da ljudje vidijo, kaj se da z lesa narediti, tako da to je bil moj prvi cilj, da navdušim ljudi. Si zadal tu neko temo, si rekel, vsi bodo na to temo, ali ne, v bistvu, kak si nek ta nabor, kak si to zastaviš, kak obliko, kje začneš to v glavi? Ja, tu je pa bilo tudi, ni me omejevala, Briana, je pa pač zahtevala, da naredim 3 kolekcije, ki so njej tudi všeč, ne. Tako da to je bila kolekcija z temi recikliranimi skejti, z dravskim zlatom, to, ko izpiram zlato v reki Dravi, pa z pozlato lističi delam tudi eno kolekcijo. Tako da najbolj je bila všeč ta z dravskim zlatom, ne. Tako da tu je rekla nekako, da največ kosov imam teh, ne. Čeprav me je pol me je malo zaneslo, ko sem prvo sem delal za skejto in sem imel ful nekih idej, tako da sem, ampak ni bilo dobene, mislim, da bi rekla, da ne vem, si naredil preveč teh in teh. Je dala tu kar svobodo glede izdelave, ampak 3 kolekcije so ji bile všeč in je rekla, da pač bi najrajši ona to videla, ne. Super, dobro. Kak 75, recimo, to se nam zdi, ne, ideja, vsak je malo drugačen, ali koliko ocenjuješ ti, koliko se razlikujejo ti kosi v, ne vem, 20-30% več, ali verjetno ni enostavno, ne vem, kje začneš na papirju, ali začneš z mašino in pač delaš in kar nastane? Začneš v glavi, to je bilo, ker to se me je zdaj prvič zgodilo v življenju, prvih 14 dni sem hodil po delavnici, ko, ne vem, si bil malo zgubljen. Ja, ne, mislil sem si, ko sem se uvrstil, to bo zdaj šlo, prijem delavnico, to bom začel delati, pa nisem vedel, kaj naj začnem delati sploh, ne. Pa drugače nimaš teh problemov? Ne, nimam problemov. Zdaj na koncu, ko sem končal izdelke, ko sem delal zadnje par kosov, sem imel toliko idej, da bi še lahko delal, ful mi je... Tako da to sprožilo? Ja, mi je sprožilo neki proces, inspiracija je bila taka, da sem rekel, škoda, da je zdaj to že fertik, ker bi lahko naredil nekaj boljše, mislim, še neke kose nove, ki še jih niti približno nisem delal, pa bi nekaj dal v stran, ne. Pol ni bilo časa, ne. Bilo pa super z vidika produktivnosti in tudi kreativnosti, ker si imel to obdobje. No, drugače vprašanje je bilo, ker kosi so si, ne vem, vse od kolekcije do kolekcije so si podobni. Neka rdeča nit je v kolekciji. Ja, tako. In pol samo kombiniraš, ne vem, lepiš različne kose lesa, linija, včasih, ne vem, se ti kaj odlomi. To je včasih zelo dobro, ker vidiš neko drugo linijo in tam samo pobrusiš tisti kos in dobiš novi dizajn, ki ga mogoče nikdar ne bi dobil. Tako da se prepuščaš. Konec poti, to je lahko samo nek nov ovitek. Lahko tudi pol dobiš čišče idejo za kakšen drug kos, ne. Drugače pa, mislim, nikdar si narišem... Ne delaš skic? Ne. Ne vem, pri zapestnicah ali pa nekaj si samo narišem velikost, drugače pa skice nikoli. Samo glava.
In nikoli nisi risal, v bistvu? Ne, nisem risal. Ne. V šoli smo risali načrte za pohištvo, pa to, ampak to tako mi... Tu zdaj ne... Ne, nekako ne prije. Pač najrajši sem, da vse gre na free, da me preseneča. Ne. Se dostikrat rečem, da v lesu vidim, les mi daje inspiracijo in v lesu vidim v kosu lesa, ko ga primem. To so čisto taki mali kosi, ne vem, ljudje to kurijo v pečeh, jaz pa iz tega pač naredim izdelek, ki govori pol sam za sebe. Zgodba, to si govoril tudi v Ameriki, zgodba, pa sej, da predstaviš ljudem zgodbo. Bova še govorila o tem, o Ameriki. Zgodba je tudi to, odkot ta les vse prihaja, v bistvu, ne, omenjaš skejte, to se pravi deske, ne, za rolke, kako rečeš, na skejti. Vinskih sodov še niso omenila, ne. Ja, vinski sodi, to sem tudi, no, ta zgodba pa je prišla, lahko rečem, ko smo bili na Kitajskem, sem takrat spoznal direktora Ptujske kleti, Vinko Tamandla, ko je Mariborčan. Ja, zdaj žal ni več. Žalost pokojen, ampak jaz sem ga spoznal na Kitajskem na avtobusu. Nismo se na Ptuju spoznali. Ne, na Kitajskem, ko smo se pejali na avtobusu in od takrat sem jaz, je rekel, ko prijemo na Ptuj, da bo mi dal te sode, ne? In še imam zdaj tega ogromno, ker je res... Imaš ma tega? Ja, tega je toliko, da do konca življenja, ne vem, če bom to ponudil, ne. No, in sem takrat začel delati iz teh sodov, vse hrast sam po sebi ima pač barvo tako rumenkasto, nič kaj tako hudo zanimivega, ampak ti sodi, ki so muzničeni, te prve strani so muzničene z jeklenimi, železnimi muzniki in iz leti, ko zateka pač vino ali voda, ko so pač te prali, se je prišlo do teh muznikov in je patiniral ta les v črno. In te stvari, pol jaz, ko žagam, pridobim ful lepe vzorce. Rumeno, črne lise, ki jih pač lahko zelo lepo uporabiš v zapestnicah. Ne, zdaj sem tu je uporabil kar dosti tega materiala, sem kombiniral pol z zlatom, pa za skejti, tako da sem vse tri, iz vseh trih kolekcij sem delal tudi eno kolekcijo, take mešane. Ne? In ko ljudem to poveš, zgodbo, da je to hrastov sod, da je tu, ne vem, vijolična barva, ki je notri v sodu, ki je pol zaprta z hrastom, ki se to ne vidi, da je kao skejt, potem pa še posipano dravsko zlato, mislim, kaj hočeš, lepša zgodbo, ne? Barvaš sicer ne? Ti lužim. To je pač ena taka, v mizarskem poklicu, to samo spremeniš barvo leso. Ne vem, če ga pobarvaš z barvo, zapreš pore, se struktura letnice se ne vidijo pri lesu. Ta lužila pa so toliko zanimiva, da ko ti naneseš na les, samo spremeniš barvo. Vse drugo pa je vidno. Tekstura pa ostane. Tako, ne, in tu pač lahko malo eksperimentiram, ampak tu dostikrat uporabim zdaj skejte, ker so že te linije, 7 teh lepljenih slojev, ima različne barve in se tu pač poigravam s temi stvarmi. Odkud dobivaš skejte? Sosed, Niko, skejta in pol... Ga vedno prosim, imaš kaj si, kaj zlomo. Pa vedno je, kaj je. Ja, vedno je kakšna stvar. Če ne po kakega prijatelja pokliče, pa mi pol. Tvoj prstan je, ne more ga človek ne opaziti, ne? Ja, tako je malo večje. Kakaj je zgodba? Kak nastane, recimo, kak je ta prstan nastal? Malo nas... Zdaj v delavnici. Ja, ta prstan je pač, dobro, mogoče zgleda malo bolj tak, ker je narezan pod različnimi koti. Drugače pa je iz oreha, korenine oreha, pobrušen po vrhu, vse pravim pa narezan. Tako da, včasih čisto preprosta oblika lahko na modelu ali pa na človeku zgleda boljše, ko včasih kaj kompliciraš, pa ne režeš, pa delaš neke stvari. Tako da, včasih so take na easy prstane lahko zelo lepo nosljivi. Super.
Moraš tu kakšne zakonitosti upoštevati, ali tu se tudi prepustiš, da je zdaj to, dobro, verjetno govorimo seveda o nekih dimenzijah, ki jih pač pri prstanih moramo upoštevati, a še kaj druga, da to pol učinkuje, tako kot učinkuje. Ja, tu pač treba upoštevati dobro velikosti za vsakega posameznika, treba pač upoštevati debelino te stene, da ne greš pod neko debelino, ker pol hitro poče, ne. Ne vem, če si v stiku z tršim materialom, lahko hitro poče, ne. Pa struktura lesa, da gre po pravilni liniji, da ne gre ne po takih, da pač nekaj zakonitosti moraš upoštevati, ne. Tako da včasih kdo reče, ja, je malo je debel, ampak zdaj, če hočeš tak prstan nositi, se ga moraš navaditi, ne, ker fajn je, da ima neko svojo debelino, zaradi varnosti, da ne poče, ne. Tako da to ni toliko vizualno, koliko je pač funkcionalno pomembno. Ja, tako. Moraš upoštevati. Kakšne zakonitosti, tudi če je lesen nakit za vsakogar primerno, ga moraš znati nositi, ali moraš, ne vem, je neka fizionomija pomembna, ali... Ne vem, jaz imam večinoma stranke, ki imajo ful rade naravo, ki se nekako poistovetijo s tem, pač imaš to rad, ne. Pol se to vidi. Ja, pa sami se ljudje nekako dajo v ta sistem, da bi pač to nosili. Včasih imel sem že stranko, ja, ta, ki ne nosijo nakita, tega pa bi mogoče nosila, ne. Tako da... Jaz imam neko idejo, da moji prsti niso primerni za noben prstan, ne, zato sprašujem, recimo, tako da... Pa so primerni, ne, samo mogoče, se moraš odločiti enkrat. Viš, to je prodajalec v tebi, super. Moraš prebiti to. Lahko izdelamo miselnost, ne, lahko dobiš enega sponzorskega, ki, ne, pol pa za naprej pa... Seveda širimo glas, absolutno. Veš, da moramo to prijaviti ustreznim inštitucijam, če bi tako bilo, tako da. Super. Je zdaj vprašanj vsega pri zlatu sva pa, ampak bova tudi to, pa sva se morava še malo o izobraževanju, pa dajva o zlatu. Ti si iskalec zlata v domači Dravi, torej, ne, kdaj se ta komponenta še pojavlja zraven, da dodajaš v bistvu svojemu nakitu, svojim lesenim izdelkom še zlato in kako se spraviš? To je bilo pred leti, me en prijatelj tu iz Ptuja poklical, so imeli neko kolesarsko dravsko pot, pa je bilo to v sklopu izpiranja zlata. Mislim, meni je bilo to neverjetno, ne, da nisem vedel, da marsikdo še dan danes ne ve, da je reka Drava pa Mura sta zlatonosni reki v Sloveniji. In te smo šli pač to probati in jaz, ko sem to videl, mislim, za moje potrebe je tega res dovolj v Dravi, ne, ni toliko, da bi zdaj človek obogatel, ne, da bi to izpiral, pa da bi prodajal, niti ne smeš posegati toliko v okolje, ne. Tako da na roke in z manjšim izpiralnikom komot si izperem toliko, da imam za svojo... Da v tvojo zgodbo super. Ampak na začetku pa res, tudi sem rabil dosti časa, da sem, po moje bilo kako leto ali leto pa pol, nisem vedel, na kakšen način bi vkomponiral te luske v nakit. Ker se mi je zdelo, da morajo ostati take, kot so, ne, da zdaj, če jih greš topiti, pa to pol tako nismo, pač zgodbo celo podereš, ne. Nisem pa hotel nekih umetnih mas uporabljati, pa to malo sem se na začetku epoksija izogibal, ampak pol sem pa rekel, da pač ne gre, ne vem, nimam nobene druge ideje, na kakšen način bi to izpostavil, da bi te luske res, ne vem, delale one v nakito, tako si zaslužijo, mislim. Pol pa sem, ne vem, probal kos, 2, 3, eni izdelki so bili pač zadovoljivi, drugi ne, pol pa, ne vem, če ti kos ni všeč, ga tudi lahko zakuriš, pa pridobiš nazaj te luske, ker je, ne vem, zato ima več kot 1000 stopinj, ne, in
Pol si lahko tako pomagaš, da ne hodiš spet izpirati, pa da, Pač priješ do zlata. ja, da priješ nazaj do tega. No, v glavnem, tako da je, pol sem hitro ugotovil, da pač ta epoksi smola v teh minimalnih količinah se ful dobro obnese v nakito in ko jaz delam v zapestnicah, prstanih in pač v vseh teh kosih, jo vedno malo zaoblim, da pridejo te luske zelo lepo do izraza, ker prije, če ga premikaš pod različnimi koti kot povečevalno steklo, koliko je spolirano in se te luske še zelo malo, mislim, se malo povečajo, tako da je na koncu sem pristal pri tem epoksijo in sem kar zadovoljen, no, iskal sem nek drug material, ampak ne gre. Ja, no, ampak super, če si to uspel na tak način, da ti ustreza uporabiti. Tako da tu sem zdaj pač čist, pol sem še testiral različne te epoksi smole, da niso pretrde, da niso premehke, da dihajo z lesom. Tako da. Ta les, vsak izdelek torej še vedno malo potem diha, ne? Les Ja, vedno seveda. diha, tako da tudi Les je živ material. Dolga ne, skuriš je živ. Vedno dela, vedno on dela. Tako da, tu je glih pri tej smoli, jaz vedno, ko pobrusim, čeprav se proba z roko, je pač stik, se ne čuti, da je, ne vem, epoksi pa med lesom. Zato tudi moraš zbrati, ne vem, smolo, ki ni pretrda, ni premehka, da ona vseeno malo hodi z lesom, ne, da ste si en drugemu prijazna. No, ker si lesarsko šolo v Mariboru sva omenjala, ne? Ti si čisto iz faha, kot rečemo, seveda prišel si not pač z nekim tehničnim znanjem, bi rekli, ne, zdaj na nek način umetniško okolje, ne? V bistvu, je to prednost ali je to kak handicap, kdaj je to prednost, pa mogoče ovira? Ja, pri oblikovanju oziroma pri obdelavi lesa lahko rečem, da je prednost, potem površinska obdelava, brušenje, seveda ti da šola, mislim, neke osnove, ne, na kaki način, ampak jaz sem vedno sem nekako bežal od klasičnega mizarstva, vedno so me zanimali, ne vem, rezbarjenje, ne, se tudi na šoli, ko je imela ena profesorica eno razstavo takih rezbarij, sem kar hitro je pocukal za rokav, pa sem rekel, da imam jaz tudi ene kose doma, ne, pa so bili, se moram pohvaliti, so bili boljše izrezlani kot njeni, tako da sem bil ful ponosen, da sem lahko, pol me je hitro povabila, da smo šli na lesarjado, v tekmovanje v rezbarjanju v lesarski šol. Tako da ni za slabo vzela, ampak je... Ne, bila ful navdušena, od takrat me je tudi forsirala, da sem pri praksi delal kakšne te stvari, tako da je bilo to, ja, samo kot si pač toliko star, se moraš malo pohvaliti, pa si... Ja, itak. Super. No in kdaj si pa pol ubežal čisto v ta umetniški, kako te je to, ne vem, si kdaj izdeloval pohištvo? Ne, zaprav, da bi izdeloval, jaz imam po očetovi strani, je žlahta, so vsi lesari. Od sestrične mož Brane, on je rezbar. To, ko sem jaz prvič prišel v njegovo delavnico, jaz sem samo sedel, pa sem ga gledal, kako on tako lepo kljuva po lipi, on dela večje stvari še zdaj. Te florijane, ne vem, bogece za cerkve, pa ne vem, rezbarjene vrata, vsega, pač, kaj kdo naroči. V glavnem, to je bil pač po mojem največji preskok. Jaz sem začel tudi rezbariti, ker me, ne vem, parkrat, ko sem tam pri njem sedel, je dal en kos lesa, pa je rekel, probi malo. Seveda sem imel kar veliko tremo pred takim mojstrom, ne. Ampak pol počasi pa je, sem naredil en taki grozdek, ki še ga imam zdaj doma v delavnici. Pol pa sem sam doma raziskoval, delal, si kupil dlete in to je bil pač moj, seveda je bilo to, pol tudi, ker so to večji izdelki, dosti dela, težje prodajati,
pol pa je čisto naključno prišel na Kit. Aha, ključno, to ni bilo strateška usmeritev. Ne, to je bilo čisto tako. Pol se je to, na Kit se je čisto nekako poklaplo, kot da bi, ne vem, imel neki plan, ampak to je vse šlo res tako, ko sem tisti prvi kos izdelal, ne vem, če povem, kar kolegica me je prosila sošolka, da mi ne naredim prstan, ne. Ker ona je vedela, da izdelujem pač večje stvari iz lesa. Zdaj pa je bil izziv to. Ja, te pa nisem resno, malo sem mislil, kaj bom jaz zdaj ta prstan, ne. Te pa vedno, ko sem srečeval, ker smo bila tam v ulici skupaj doma, ne, te pa mi je vedno kazala, kaj zdaj, ki je moj prstan, ne. Te pa, da mi je dala mir, sem ji naredil tisti prstan, pa sem rekel, ajde, ne. Tako da pač lahko rečem, da ona tisti krivec, ne, da se je to pol začelo razvijati. Pol sem naredil še eni drugi, da je še meni naredil mene. Pol pa sem videl, da pač mora biti drugačen, verjetno, ne bi hoteli imeti istega. Ja, te pa sem rekel, to bo zdaj, ne vem, lahko že kakega prodamo mogoče, ne. No, kar hitro zatem pa sem šel z enim kolegom v Ljubljano enkrat, pa je rekel, da pozna eno kolegico, ki je študirala v Londonu oblikovanje kovin. In ko sem jaz z njo srečal, še zdaj smo dobra prijatelja, Olga Košica, sem debatirala vsake toliko sem šel v Ljubljano in sem imela debate po 3-4 ure. Jaz sem to neke informacije požiral. Ne ideje, ampak informacija, na kak način, nima veze, če je na Kit lesen, to moraš vrednotiti. In pol seveda dobivaš neke nove informacije in te pa se je začelo. Greš v to smer. Ja, te pa sem raziskoval. Prva razstava, druga, Okay. ne, samo v začetku je bilo kar težko, ker je bilo pač ne, prodaš toliko, ne, vsi bi imeli, lepo je, ampak Pri denarju se malo. ja, pol pa se konča pri tem, ne, ker jaz sem si pol kar hitro nastavil nek cenovni sistem, ker sem rekel pač, da bom to delal do konca svojega življenja, ker sem se nekako odločil in sem Hitro. rinil z glavo skozi zid in zdaj sem še vedno tu po 20 letih. Si že skozi zid. Ja, sem že prišel čez 2 zida, se mi zdi. Koliko pa jih še boš pa videl, ampak dosti si že naredil v bistvu. Ja, ne, se zdaj Poznavnost, da se ve, da to nekaj stane tudi absolutno. Ne. Ja, ne, se tisti začetki prvih, se mi zdi, par let je bilo najhujših, ne. Ko pač si probaš narediti nek renome, pa ne vem, da bi rad od tega živel, pol pa vidiš, da to ne gre tako lahko. Ja, Rad bi. verjetno je Slovenija že itak izziv, ker si malo omejen, pa še to ni Ljubljana, ampak je Ptuj. Ja, Verjetno vse tudi to. na začetku je tudi bilo dosti, ne vem, mi je pomagala Jadranka Juras, recimo, ona mi je, ne vem, je nosila na Kit v začetku in mi je tudi pomagala medijsko, ne vem, je poklicala Lorelo Flego, je poklicala drugega, tretjega in pol si na enem mediju in pol se je kar razširilo, ker je bilo novinarom zanimivo in na taki način je pač ta stvar šla. In super, in sem hvaležen še dan danes, da je to tako. Seveda so pa vzponi še pol naprej, vzponi in padci in to se razvija pač pri umetnosti. Je. To normalno, ampak tega sem se že navadil. Si zdaj bolj umetnik, bolj podjetnik ali neka dobra kombinacija obojega? Probaš biti še podjetnik poleg, ampak ne vem, mogoče mi malo ratuje zraven tega, ampak bom rekel bolj, da sem bolj umetnik, V prvi vrsti. Ja, ker sem bolj na free, ker se ne, včasih neke stvari ne dajo in zdaj, če bi bil podjetnik, bi to drugače pol izpelo. Ja. Zgleda, da sem bolj umetnik, ker Ne. se mi včasih res ne da z nekimi stvarmi takimi ukvarjati. Ampak se kdaj tudi moraš? Ja, moraš se, seveda, ne, seveda. Vse to je danes samoumevno, da si zraven tega še vse, ne.
Še in prodajalec, in Vse. marketingar, in ne, vse pač. Mogoče še moraš za finance poskrbeti, skratka. Ja, zdaj sem videl, ko sem se pač uvrstil tu v New York organizacijo, to sem sam sebe, si lahko rečem bravo, ne, da sem bil res toliko discipliniran, da sem šel vsak dan delati, se motivacije mi ni manjkalo, ne, ker sem vedel, Ko si not pa. ja, ker sem vedel, zakaj se gre. Tako da mislim, zdaj na tem mestu sem ful vesel, da se je to tako poklopilo. Super. Kaj so bili na tej poti trenutki, ko si mislil, ne več, ne zdaj samo za New York, mislim sicer podjetniški, recimo, kaj so bili momenti, ki so te čisto demotivirali, ko si mislil, ne vem, so to bile neke administrativne zadeve, ali je to bil nek neodziv z trga, ali so to bila neka druga razočaranja, ne vem. Ja, tu me je malo mogoče kdaj, ker sem si res želel nekega globalnega prepoznavnosti. To si ti že od začetka imel mogoče? To sem jaz že v začetku. To sem bil tak fokusiran v to stvar, da to bo meni uspelo in fertik, ne. Samo pol seveda tam, ne vem, vse ni tako, tam po 15. letu, pa to pa včasih, ko greš, ne, vse nočeš priznati, ne, ljudem, ne, zdaj pač povem, ker zdaj sem vesel. V glavnem, ja, in si misliš, ne, delaš pač stvar, dosti ljudem je všeč, ne vem, prijatelji mi govorijo, glej, ti boš enkrat prišel, glej, to so taki kosi, ki niso za naš trg, to je za globalno. Si misliš, ja, to so samo govorice, jaz bi to, ne, saj boš videl. Ne, se zavidim, ja. Samo Ampak, ja, vse vmes so bili res trenutke, neki tudi, ne vem, si v delavnici sediš, pa ti gre na jok. Ja, Ker vidiš, da ni, mislim, se tudi, ko ni bilo prodaje prave, si misliš, ne, doma imaš pač familijo in, ne, ti reče, kdaj bo kaj, ne. ja, vse bo, ne. Ampak jaz sem vedno, ja, samo jaz sem taki človek, da ne popuščam, ne, vedno. Zdaj tisti, ki te pa zraven spremljajo, ne, tudi mama, ata, ne, moram reči, da sta zdaj bila, sta me res spodbujala, to je, ima vsaka čast, ker sta videla, ne, ker sta je tudi na vsakem koraku se jih že spraševali, ne. Sreč, ko gre v New York, ne. To je neka velika stvar. Vidiš, ja. Tako, New York tudi- še danes je. je sinonim za nekaj velikega. Ne vem, mislim, ko ljudem omeniš, je to res neka stvar, ne. Saj zdaj tudi vidim, da je res ni za lase privlečeno to, ne. Ima neko energijo. Ja, to, ko sva se pogovarjala, si rekel, da te kar te pogoltne. v Ja, bistvu, ne. ja. Ti si pa moral tam tudi zgodbo predstaviti. Zgodba je, Tako, ne, ni tako. da priješ pa vržeš Ne, to, kar tam delaš, si- pač, ampak tam dejansko moraš zgodbo povedati. Ja, tam si 9 ur na dan, od 11 do 8. Razstava bila, tako sem rekel, za prodajnega značaja. Ljudje pridejo, jih zanima zgodba, zanima jih tudi, kje je Slovenija, eni so bliže v Sloveniji in bi se pogovarjali, ne. Res so zanimivi. Jaz sem zdaj bil pač prvič tak z stikom, da sem se lahko zanima jih, ne samo na kit, res bi se pogovarjali o vseh stvarih, tako da imam izkušnjo iz New Yorka, res, ljudje, vse je bilo mesto, sicer ne bi živel, ker mi je prevelika gužva tam, ampak za take biznis trenutke, Ja, pa bi se vračal. pa umetniške, veš, tam Ja. v taki Sohu, da bi imel malo umetniško rezidenco za par mesecev na leto, da bi šel ustvarjati, ne. Vse imajo preko ministrstva, se lahko prijaviš, ne, ker imam tudi ta status kulturnika, zato mi je tudi, tako smo se prej pogovarjali, glede financ pa tega, da malo grem nazaj, mi je lažje, pa se zato tudi zahvaljujem ministrstvu, ker podpirajo pač, ne, ker ko pridejo neki padci, je fajn, da imaš tu podporo, ne, od ministrstva, ker vseeno
dan danes prispevke in te stvari so... Je to neka varnostna mera. tako da je to, recimo tu imam eno dobro stvar, da lahko rečem, ne. To moramo omeniti. Viš, to nas veseli dobro slišati. Tako da, kaki profil ljudi recimo je hodil tja, tam, ko si bil? Kdo pride na take? Zelo zanimivo, bilo je 60%, če ne še kaki procent več, nad 65-70 starih so to zbiratelji nakita. Okay. Mislim, ko jih pogledaš, ful zanimivo. Ena gospa je prišla, ne vem, pomalo blizu 80 stara. Ne vem, rečemo. Imela bi broško, mislim broške, ne vem, 10 centimetrov. Ona bi imela broško, ne vem, 30. Ker nosi samo večje broške, ne. Tako da so ful zanimive. To še nisi bil pripravljen. Ne, mislim, ogrlice sem imel zelo velike. Ja, to si rekel, da si delal res velike kose, to se malo bolj izraziš. Za pesnice, prstane, ajde sem delal malo manjše, dizajnersko zanimive, ampak ker mi je Brajna rekla, da pač ne imam vsega pomalo, da pač različni so ljudje in da poskrbiš za različne okuse, ne. Ampak tu te presenetijo pol, si misliš, ne, da so samo mladi, ne vem, mahnjeni na večje kose, ampak ne. To je, zgleda res New York, ki... Tam ni nobene omejitve, to je vse v glavo. Ni meje. Ja. Tu dobiš inspiracijo, recimo, ne. Že veš, na kaj še... Ja, in tu bi kar zdaj, ne vem, se šel drugačnih fashiona, ne, tu bi imel... Jaz sem šel drugi dan takoj, enemu mojemu kolegu sem rekel, naredi mi hlače, ene take odbite, jaz več ne nosim nekih takih, ker to, ko dobiš tak, mislim, pogled na neki take ljudi, ko so, ne, oni, mislim, naraj si upati, ne, to te nišče ne gleda tam, to, mislim, samo res, meni je taka, meni so bili res inspiracija na... Ker je okolje tako pisano, da je res neobremenjeno. Veš, pri nas je težko, ne, se veš, na Ptuju bi takoj bil opažen, ne moreš ostati neopažen. Tako da, že ti verjetno si, pač se vidi, da si umetnik, ne, ampak dobro, tam bi se zgubil v množici, ne, tu pa pač te ljudje opazijo. Ja, tu že pač zaradi višine si izstopaš, ne. Ja, tu smo, tu je podobni ligi, ne, tako da. Ja, super, gledaj, kaj torej prodajo si, praviš, hkrati prepoznavnost, zgodba, kaj ti je investicija, v kaj je največ bil ta New York, recimo? Ja, v prepoznavnost, potem dobil sem že kontakte od drugih galerij. Od tam in od drugod, verjetno? Od tam, tako da to sem nekako potihoma pričakoval, kar se je tudi zgodilo. Potem ta Brajna, ki me je povabila na to razstavo, direktorica tega muzeja, ona je pač eden bolj vplivnih ljudi sodobnega oblikovanja, tako da tudi na njo še vedno računam. Rekel si, da imaš še neke druge regije tudi na radarju, v bistvu, ne? Ja, seveda pol dobiš, ko priješ domov, ko se malo aklimatiziraš, dobiš še neke druge apetite, pa začneš malo raziskovati, ne. Zdaj ne moram reči, da me je res ta Amerika malo, da me je posrkala, ne, in mi je ful zanimiva, ne. Tako da, gledam še tam na en drugi konec. Je to en trg s potencialom v tvojem segmentu? Ja, tako. Bil si v Aziji, seveda, si rekel, ne, Kitajska tudi, ampak tisto drugače, verjetno drugačen trg. Ja, tisto je bilo tudi drugačno zasnovano, se je odpiral en paviljon, tisto je bilo preko Ministrstva za kmetijstvo, je bilo bolj je bilo na degustaciji vina, potem tudi so se drugi brendi so se predstavljali, ampak je bilo vse nekako na drugo branžo. Je bila neka dobra izkušnja, ampak nisem pa iz tega potegnil, ne vem, nisem več pol sodeloval z njimi. Pol sem edino dobil eno ponudbo v Hongkongu, v eni galeriji, ampak takrat je glih prišel tisti čas korone. Tako da je bilo vse skupaj bolj tako.
Ja, mislim, vse je dogajalo, ampak ni bilo tisto, ko bi jaz rad. To je pa bilo zdaj res fokusirano samo na nakit. To je muzej, ki podpira sodobne oblikovalce iz celega sveta. Vsako leto je ta razstava. Briana zbere pač to, kar se mi zdi najboljše in se predstavijo, tako da ima zelo visoki status, ima ta muzej za sodobne oblikovalce nakita. Tako da to mi je lahko v veliko čast. Super, zdaj si tudi ti na njihovem radarju. Ja, tako se to je, ko si verjetno tam. lažje za naprej. Ja, ko si tam tudi, ne vem, če bi sam dajal popraševanje ali ne vem, poslal si v kakšno drugo galerijo, že imaš referenco iz zelo močnega muzeja, tako da te tudi drugače gledajo. Ker smo pač ljudje tako naredi, da če nimaš referenc, ne? Eni ne. Recimo Briana me je povabilo, ni je bilo zelo čudno, kako da ne ti prodajaš v neki svetovno znani galeriji. 3-4krat me je vprašala, ko smo si dopisovala pred razstavo. Ja, že nisi prisotna. Ni mogla verjeti, ne? Ampak, ne vem, se rekel pač, da neke ponudbe sem pošiljal na tretjo, ampak ne? Okay. Na silu pa nikdar nisem nekaj se. Ne? Če ne gre, pol z malo voljo zgubiš. Ali pa včasih pa si če še to bolj. spodbudi še bolj. Ali pa ti še spodbudi, bom vam jaz pokazal. Okay. To se pravi, če bi prišel ti v eno tako galerijo, recimo, da bi bil kot nek hišni Ja, seveda, rating ti rase, ne. Okay. Seveda, ker to so kustosi, oni ocenjujejo. Če dobiš ti potrditev od takega človeka, je to super, ne. Zdaj, če ti Briana potrdi, pa te povabi v tak muzej, ja, to si zanimiv, tudi lahko drugod. So pa seveda konceptualne razstave, ne vem, ponekod razstavljajo naravne materiale, ponekod ne, ampak mogoče ne pašeš v ta njihov kontekst, ne. Moraš razumeti, ne, ko si misliš, če si reče, ja, nam pa to ne gre v tako da. Da, tudi imajo oni neko svojo Ja, seveda. Gledanje pa še tako da. Ja. V redu, zanimivo. Sicer so tvoji kanali prodaje, ti pač spletna stran, ljudje najpogosteje pridejo neposredno do tebe. Mislim, Ja. Potem Instagram je taka platforma, ki je zelo zanimiva, ker non-stop, ne vem, daješ storije, kaj delaš. Tako da tu Instagram se mi zdi, da je nekako zelo zanimiv za ljudi. Lahko skomuniciraš, ne vem, pošli slikico. So kdaj želje, da bi kdo prišel gledati delavnico, kako to nastaja? Ja, ampak pridejo? tega otepam zelo. Nimam rad ljudi v delavnici. Ja, nimam rad. Okay. Ker imam, mislim, ne zaradi tega, ker imam, jaz pač imam, kako imam delavnice, ustvarjalni nered, kako se temu reče, ne. Jaz se v tem zelo dobro znajdem. Nekdo pač prije, pa malo gleda, če kaj te imaš da. Vse sem ti rekel, da ne rabiš priti sem, zato pa nimam rad. Pač, tu je moj prostor, tu je moje svetišče, jaz se včasih samo vsedem, pa ko mi ni za delati, sedim, malo gledam kose, pa to. Niti radija ne poslušam včasih, tako da. Dostikrat ne. Okay. Sem v tišini. Da ta kos, zdaj ko menjaš, glavna inspiracija pride prav iz kosa, ki ga vzameš v roko, ali od drugod? Ali Včasih, ne vem, delam kos za stranko, ker imam v delavnici kar naložene te kose po pultih, ne vem, včasih kaj po tleh leži. Pa delam, pa tako se počasi zamislim, pa vidim kaki kos. Pa vam tega na stran, pa sem pač tam videl neko razpokico v lesu, pa kar vzamem tisto, odžagam, pa idem dalje, tisto pustim. Tako da, to je po domače rečeno džumbus v delavnici in pa v glavi. Tako da, ne vem, to točno. To ustvarja tokrat. Ja. In pol dobivaš kar, klikne ti ideja, primeš, greš dalje.
Kosi večinoma nastajajo po naročilu ali delaš na zalogo? Nekaj malega, zdaj recimo še mi je ostalo nekaj kosov, zdaj mi je super, ko me stranka pokliče, da še imam nekaj na zaloge. Drugače pa, ne vem, vedno je kakšna zapestnica, prstan, uhani na zaloge, ampak najrajši pa naredim po naročilu, da je res po meri narejeno, da me ljudje pokličejo vsaj kakšen teden prej, da ne danes, pa rabijo že zvečer ali pa jutri. Že včeraj. Ja, tako da najrajši naredim po naročilu. No. In se lahko tako hitro obrneš v bistvu? Mislim, obrnem, rabim, ne vem, za kako manjšo stvar, ne vem, teden, 14 dni. Ampak, če pa imam kos, pa če je stranki vredo, super. Ponavadi pa zapestnice, ker so niso kovina, recimo, pa drugi materiali se podajajo, ne. Pri lesu pa tako, da mora nekaj kar pasati, zato je dobro, da narediš po meri, ne. Isto prstom, dobro uhane, lahko naprej kupiš, pa broške in ogrlice, druge stvari pa pač moraš po meri delati. Kako dolgo en tak prstan recimo nastaja? Ma taki prstan že naredim kar hitro, ko imaš, ne vem, kakšne 2 urce. Kot dobiš idejo, aha. Ne, mislim, se to je čist taki preprost. To je z vidika tehnike in načina izdelave, to preprost izdelek. Ja, to je preprost, to je en bolj preprostih izdelkov. Čeprav, rečemo, na izdelavo 2 ure, ko ga še moraš površinsko obdelati, lakirati, moraš počakati, pač rečemo, ne vem, v drugi dan bi ga lahko dobil. Ne, ampak zdaj, če ni drugih naročil, ne. To je pomembno. Ja. Če so druga naročila, je dobro za tebe, skratka. Ja. Tako da, izdelek zaključiš ali pustiš kdaj do nekaj, ne vem, 90%, pa še, mogoče bi jo zapeljal malo v neko drugo smer od prvotne ideje, ali na kak način deluješ? Ja, se tudi zgodi, ko ne delam za kupca, delam po svoji inspiraciji, kar dostikrat pustim. Malo nedokončno. Da se ohladi. Pa pol po parih dneh dobim še kak navdih, tako da še dozoreva tisti par dni. Ja, to se dostikrat zgodi. Tista broška, ki si jo omenil s vami, ne gre z glave, ne, so taki veliki kosi sploh še nekako nosljivi, ali to pol... Ja, to so že omejujoče. Ne, vse so stvari narejene, da te ne moti, ne. Tudi ogrlice, zdaj, ko sem jih imel, so imeli ene take male špice ven, ampak ga obdelaš na taki način, da ni moteč, ne. Če pogledaš, mogoče bi on znal bil, ampak ne. Je narejeno na način. Ja, narediš, vse ga tudi testiraš, broško, ne. Tudi sam si jo daš gor, ampak to so večinoma zbiratelji nakita, ki nosijo take velike kose. Ob samo posebnih priložnostih. Ja, zdaj tukaj recimo je bilo kar za videti. Že to, kar so ljudje prinesli. Ja, seveda že odprej, ko so si kupili od različnih oblikovalcev, seveda pokažejo svoje, nekako bi rekel, trofeje, ki so jih kupili včasih, ne. In da pokažejo, ne. Tako da to mi je zelo zanimivo, ne. Večji kosi so, ker pol pač se vidi, ne, že oddaleč, da od katerega oblikovalca je, zdaj ko ljudje to nosijo. Zdaj pač v nekem določenem okolju si prepoznal, ne, točno se ve, ne vem, to je nakit od njega, tako da... Se ti zgleduješ po kom? Imaš kakega tak globalno, kakega ustvarjalca, ki je... Ne. Tu je pa čist... Si sam svoj. Sam svoj. Edino pač cenim pa najbolj, tako sem prej rekel, Olgo Košico, ona mi je podala, pa ful se rad z njo pogovarjam o nekih stvareh, tako da ona mi je neka mama, bi lahko rekel, čeprav smo neki tu stara. Mislim, to zelo cenim, no, ko sem v štartu dobil take informacije in... Tako da to okolje pri nas deluje nekako povezovalno, bi rekel, če se pogovarjamo o ustvarjalcih tovrstnega nakita v Sloveniji, recimo pač. Nas je kar dosti. Ja.
oblikujejo, ne vem, iz kovin. Jaz sem edini, ki delam pač v tej smeri, ampak so me dobro sprejeli. Moram reči, da se dobro razumemo med sabo. Tako da, ko se srečamo na tem tednu nakita, si imamo kaj zapovedati. Vsakega uspeha, vsakega posameznika smo veseli, se podpiramo med sabo. Tako da, isto je bilo zdaj, ko je meni pač uspela ta stvar, sem dobil same pozitivne odzive, tako da, super. So da kakšna sodelovanja tudi z drugimi ustvarjalci iz Slovenije? Ja, Partnerstva lahko zgodila? lahko, ja, mislim, jaz sem nekaj malega probo sodelovati, ampak je to zelo med umetniki težko, ker je vseeno vsak ima neke svoje želje in nekako se nije rad preveč poslužujem tega, da ne. Ja, vi ste verjetno vsak v neki svoji špuri, vse je to bolj individualizem, je težko tudi timsko sodelovati. Lahko narediš kako kolekcijo skupno ali pa kaj takega, ampak se držimo bolj kot ne. Zaradi narave, ne da ne bi hoteli, verjetno narava pa ustvarjanja je pač taka, si mislim. Ne, seveda. Okay. Seveda. Koliko pa se že ta mentaliteta in neka odprtost pri nas, kupcev, spreminja v zadnjih let, koliko ti si več kot 20 let na sceni, v bistvu, zadnje ste vi tudi avtorji zaslužni za to, da se to spreminja, ampak koliko ti opažaš, da so danes ljudje bolj odprti za neke take kose, kot pa nekoč? Ja, to je čisto, seveda, ko si narediš nek brand, tako sem rekel, so ljudje že prepoznajo tvoj kos, ja, to imaš pa od njega. Ne vem, vsaka medijska pozornost, ne vem, vsaka taka stvar, ne vem, zdaj ta New York mi je prinesel spet nove stranke, ljudje na tebe gledajo drugače. Ne vem, na kakšen način bi drugače to rekel. Težko je tu pri nas glede, kdo se odloča. Pač to so, tako sem prej rekel, to so ljudje, ki imajo radi naravo, ne, in to je pač neki ozki krog ljudi. Pol pa se počasi širi, ne, ker zadnjič je bila recimo ena, ko imam eno zelo dobro stranko na Ptuju, ki za vsako darilo, ko praznovanje, ki ga ima, kupi moj nakit. Viš, super. V glavnem je kupil eni gospe, ki je njen fant rekel, da ona tega ne nosi. A ta moj prijatelj je kupil njen nakit. Okay. In je vse štimalo. Viš? Da, odvisno, kdo da. Moraš probati, ne? Ja. Zdaj ne vem, če ti vidiš na nekom, nje paše, ona ima taki stil, ampak gled, če nisi proba, če hrane ne probaš, ne veš, če je dobro. Mislim, fajn je, da občutiš, ne? Ker občutek je vseeno drugačen, lesen kos je tudi lahko malo večji, pa je nosljiv, ker tudi kosi, ki so večji, leseni so lahki, ne? Ker les je lahek. In te lahko preseneti včasih. Super, da moraš probati. Zdaj, ko si omenjaš osebo moškega spola, ne? To me zanima, kako je to razmerje moški, ženske, ko govorimo o tvojih strankah. Recimo, pa kako se spreminja v zadnjih letih? Tu se nekaj, lahko rečem, da se ne spreminja. Moški so vseeno bolj ne posegajo. Zdaj, pred leti sem začel delati ene zapestnice z usnjenimi trakovi. To ampak je pa malo večjega, pa ne. Že pri prstanih tudi, kakšne rinkice, zelo ozke, širokih, ne. Ne moški. Ne, pri nas je vseeno, lahko rečem. Če bi rekel, da bi se zlagal. V tujini? Ja. Okay. V tujini, recimo, tukaj sem prodal eno zapestnico, Seven, kar masivna zapestnica. Pač, ko sem jo delal, sem razmišljal, da bo pač nosila to ženska, ampak pri meni tako lahko tudi moški nosijo. Ja. In je prišel, kot smo se že prej pogovarjala, en glasbenik, in je točno šel v to zapestnico. In mi je poslal slikico na Instagramu, ko igra
saksofon in mu super paše. Lahko bi nosila 3 ženska, ampak on, tu je zdaj pač tisti, ko vidiš, večja mesta, ljudje drugače razmišljajo. Tako da upam, da bomo mi tudi malo začeli. Ja, vidiš, to Fantje, malo se opogumite. Evo, poziv fantom seveda pogum velja, absolutno, to si mislim še kar omejeno, ampak se širi, vidiš, da s tem zavedanjem, tudi ko o tem govorimo, da smo odprti, da poskusimo. Seveda, ko probaš, vidiš, da ni težka stvar, se da lepo gibati, tako da. Veš, mogoče kakšen showroom rabiš ali pa nekaj, da ljudje lahko prišli, provali najprej v enem takem varnem okolju. Zaprtem. Tako, veš, da vidijo, pa da to sprejmejo, se mi zdi, da to, sigurno je to nek proces, ni to tako kot vsaka druga stvar, ki jo greš kupiti, pač to malo rabiš. Se ljudje dalj časa odločajo, ali so to taki hitri nakupi, recimo, malo opazujejo, gledajo, kaj bi, razmišljajo, ne vem, se kdaj s tabo pogovarjajo, kaj bi, pa ti skozi pogovor z njimi potem izdelaš nekaj, kar misliš, da bi bilo za njih primerno? Ne, večinoma že ljudje nekako približno vejo, kaj bi imeli, pa me kontaktirajo. Tako da, meni so pač z tem zdravskim zlatom čist obsedeni. Zdaj imam eno stranko, ki je, hčerka čist je živela ob Dravi in jo veže spomini in na taki način pač se pol ljudje tudi približajo neki kolekciji, ki bi pač pol kupili. Drugače pa, ponavadi jim ne rabiš nekih ni, da bi se imamo ogromno nekih linij, oblik narejenih, tako da se oni najdejo v neki določene. Če pa preveč komplicirajo, tega pa nimam rad. Samo to zelo redko. Tudi en namig, da ne. Ja. Veš, ko prepustiš. Ja, to se pa to reči, prepusti tebi, v bistvu. Je ponavadi še dosti boljše, boljši izdelek pride, ko pa če te nekdo omejuje. In se pol pustiš pozitivno preseneti. V bistvu, tako. Pa ljudje moramo biti odprti, da sprejmemo, v bistvu. Tudi če na prvi pogled ni, ampak da ne spremeš nekako. Ja, seveda, moraš prepustiti umetniku. Evo, to je pomembno sporočilo. Si imel kdaj kak kos, ki ti je bil tak dragocen, ali pa si se navezal na njega, da si ga potem težko prodal, ali ga pa zato potem nisi prodal? Ja, na začetku, ko sem delal za Evropo Dono, to je bilo čisto na začetku, sem delal eno pentljo za pesnico, 3D, vse imam na Instagramu, res lepi kos, ki mi ga bilo zelo težko dati na to licitacijo. Ker to je bil neki določen začetek in je bil kos, res sem ga delal, 3 dni sem ga samo brusal. Ker je res pentlja, ki je zavita, 3D, ki si jo daš gor in je res bila, še zdaj, ko jo pogledam, kos ena, ampak pol na koncu se je prodal za dobrodelne namene, za dobro stvar, tako da, ampak tistega kosa mi je res tako težko mi ga je bilo dati v stran od roke, ni mi ga bilo težko dati za tisti, saj sem dobil tudi posebno nagrado takrat, tisto je bilo tudi medijsko zelo odmevno, tako da mi je tudi dalo dosti nekih pozitivnih stvari in sem vesel, da se je tako odvilo, ampak te pentlje pa se res spomnim, da mi je težko se. Ker je bila res taki kos, ampak to na začetku, ker je bilo pač to na začetku, zdaj, če bi bilo mogoče zdaj, ne bi bilo to tak, ker se ve, kot čez proces na začetku, ko si se čustveno mogoče navežeš na kaki kos, tako sem se na tega. Zdaj pa ne, zdaj pa ni več. Samo da narediš dovršeno, lepo, super, pa da je stranka zadovoljna, te si pa pol še duplo vesel. Bi bil, izdeluješ svoje unikatne kose, ampak bi bil sposoben izdelovati enake kose? Je to sploh, glede na naravo dela, tehnično izvedljivo, da sta 2 kosa enaka, pa tudi, ali bi to bilo tebi lažje, ali z vidika procesa v glavi težje? Lahko naredim kopijo, ne vem, če stranka kupi, ne vem, za rojstni dan, za darilo za pesnico ali pa prstan, pač neke določene velikosti, ki
pač ne vejo, kakšno velikost imajo, kupijo, potem ni prava velikost, mi to vrnejo. Jaz pa naredim pač približno isti izdelek. Ne gledam, da je zdaj čisto isti, ker ga ne moreš narediti, ampak je pa, če bi ga pogledal, ne vem, je rjav, ima tu, ne, ampak čisto istega pa tako ne moreš narediti zaradi strukture lesa, letnic, ne, in tako da ja, se zgodi, da delaš kopije, ne, pa delaš približno isti izdelek. Vse to ni tako, ne vem, zdaj, da bi pa delal 10, 15, 20, to pa pol je že preveč monotono, ne bi tega delal, to je že pa spol industrijski sistem. Ja. Pa preveč ni, mislim, to niti za umetnika to ne štima, ne. Mora biti neka kreativa. Ja, da je, ne, že pri uhanih, ko moraš dva podobno narediti, je že včasih malo. Delaš tudi pare, kjer nista dva enaka? Tudi. Okay. Ali pa naredim samo enega, ki je malo večji, pa taki. Drugače pa tudi zdaj se poslužujem tega, da naredim dva, da sta čisto drugačna. Ampak pol moraš dobiti stranko, ki... Ja, ker to, pa zdaj spet to predstaviti na način, da bodo rekli, par, ki ni enak. Ja. Zdaj nismo simetrični tudi, ne, tako da. Ne, to res ne, tako da to verjetno umetniki še bolj veste, ker ste temu skozi izpostavljeni. Ja. Ste pozorni, verjetno, ti si verjetno že malo gledaš tudi, ne, obraz, si pozorni tudi na te poteze, če ne nazadnje ljudje pol se okrasijo s tvojim. Ja, pa vedno se, mislim, ko smo kje več, ko gledaš roke, ne vem, dekolte, že daješ, že okrasuješ. Ti v mislih malo... Ja, ne vem, če vidiš... Ja. Ne vem, punco ali pa večinoma, punce, ker fantje ne nosijo toliko, ne, ko vidiš, kaj bi pasalo. Tu bi šlo, tu imaš dolge prste, tu bi prišel taki malo večji prstan. Dobro, da vemo, kako nas vidite. Malo, da gledaš ti skozi neko drugo prizmo, seveda, kar je logično. Tako da, super, na Expo v Milanu si tudi... Ja, že leti smo, ja. Si razstavljal. Kak trg je Italija, recimo? Mislim, tam sem imel izkušnjo pač iz tistega paviljona. Tam sem dobil tudi, recimo, eno zelo dobro stranko, pa tudi prijatelja, znanca, bi lahko rekel, fant, ki je delal tam na Expo. Je takrat, ne vem, spoznal se mi zdi punco, ki je iz kolumbijskega paviljona in sta prišla živeti v Kolumbijo in je on pri meni kupil takrat tudi za poročne prstane. Mama ima kupila pol tistega matulčka enega, tistega razbarjenega. Tako da je bilo tudi take simpatične zgodbe so bile od tam, ne, so se dogajale. To recimo meni, te zgodbice ljudi, ko srečaš nekega človeka, ki ti da neko energijo, to je pri meni, ne vem, nekako mi da neko zadovoljstvo. Pa če samo ena stranka, ne, je čisto dovolj. Ne. Ja, viš, to je super, to je dosti vredno. Zdaj si me spomnil, ker sva se že prej pogovarjala, omenil si sveta tega saksofonista, ki je zdaj narko prišel, pa še eno dobro izkušnjo si imel z eno drugo obiskovalko, ki sicer ni mogla kupiti, je pa naredila nalogo. Ja, ta je pa bila res, mislim, tipica. Že ko je prišla čez vrata, styling, ne vem, taka prosojna, to bi mi rekli, zavesa preko, ne, res nakitena, imela je palco kot okras zraven za hoditi, zelo lepo okrašeno. Saj imam sliko na Instagramu. No, ko sem prišel domov, mi je napisala, da je naredila obsežno seminarsko nalogo o mojem nakitu. Ne, in je dobila tudi najboljšo oceno in da sem jo ful inspiriral. Tako da mislim... Kaj hočeš reči? Ja, mislim, ful vesel. Ona pa tudi študirala na newyorški zelo priznani univerzi oblikovanja nakita. Tako da upam, da sem ji dal, mislim, za popotnico nek navdih, ne, ker ona meni dala
ko srečaš tajega človeka, je to, ne. Mislim, očitno to prepoznava, zna ceniti. Mislim pa, mlad človek, res navdušen, težko je to povedati sploh, da ko srečaš, ko si je probala na kitnu še. Si misliš, pa malo pretravaš, ne? Ampak vidiš, da to resno misli, ne, človek. Ne, ki si rekel, ne, da tudi ni mogla kupiti, recimo ni bila v nekem položaju, da bi lahko. Ja, študentka je. Študentka je in seveda težko si, ne, seveda, neki določeni ljudje privoščijo, ampak prišla pa je zgodba in inspiracija, vse to je dovolj, pač smo dali jaz nekaj, ona meni, jaz njej in to je super. Super. Kaj je danes za tebe največji? Kaj za tebe sploh danes pomeni uspeh, recimo? S čim ga meriš? S takimi odzivi, zgodbami? Pa ne, mislim, uspeh je že to, da imam ogromno, mislim, da imam prosti čas, ko jaz hočem, ne. To je največji uspeh, da priješ do tega, ne. Pa seveda, zdaj, če to merimo po nekih nazivih, povabilih, je pač ta New York nekako mi dal ful veliko neko potrditev, ne, ker vedno iščemo neke potrditve, ampak to pa mi je res dalo, no. Čeprav sem ves ta, ne vem, neki moj sistem, sem jaz z njim zelo zadovoljen in je že to, pravim, uspeh, da lahko delam na kit, da, ne vem, sem dosti s svojim otrokom, ko jaz hočem, tako da, to so neka taka merila, ki mene nekako izpolnjujejo, ne, ki sem zelo vesel. Zdaj pa glede na kita pa, mi je to New York dal največ. To sem iskal celo življenje in zdaj sem pač tu prišel. In to je neko novo poglavje. Ja, to je novi začetek, jaz pravim, ne, ki od tu bom zdaj naprej gradil in da vidimo, kam gremo. Ampak Ptuj je še vedno. Ptuj je lokalno za globalnost. Ja, Ptuj je super. Slovenija je za ustvarjanje, mi smo raj na zemlji, lahko rečem. Ja, iz tega to se podjetniki pravijo, ne, razmišljaj globalno, deluj lokalno. Vse pride, mislim. Ja, iz male delavnice. V svet. Ti si, ne, na način, ko deluješ material iz narave, ne, ni skrivnost, da tudi kako kos lesa vzameš, pobereš stal, pa narediš, ne, iz njega zgodbo, izjemen izdelek, pa to. Danes seveda govorimo o zelenem prehodu, o trajnosti, vse tako zeleno, eko, bio, pa to. Se ti zdi, da skozi to prizmo, s katero ti svet opazuješ, da se svet vrača k nekim vrednotam, naravi, k temu, kar je pač res pomembno za obstanek družbe, opažaš to? Ja, moram reči, tako si rekel, jaz uporabljam res material, ki je, ne vem, pobran, dosti ljudi mi podari kos lesa, ne vem, gradijo neko hišo, pa jim je na poto ena sliva, jabolka, pa jo podere, pa me pokličejo, pridem, pa si jo odpeljem in pač to uporabljam. Mislim, ne rabiš podirati dreves za oblikovanje, ne. Tudi pa lahko rečem, da ljudje se ozaveščajo o teh stvareh in jim je to še seveda neka dodatna vrednost, da lahko kupijo izdelek, ki pač nisi posegal v naravo, ne. Si naredil z materiala, ki je že praktično končal kao svojo zgodbo, ti mu pa spet daš življenje, ponovno ga uporabiš, tako da to se mi zdi nekako, jaz za svojo stvar res ne rabim večjih kosov, no, da bi kupoval les, ker res delam manjše kose in vsaki kos pride prav, no.
Včasih, ko kdo prije v delavnico, si misli, da imam, ne vem, zložene kose in vidi, da pač ni nič, ne, od tega. Še za skurit ni, ne. Včasih bi nekdo rekel. Je pa za nakit. Ja, se da vedno izbrati. Zlepiš, ne vem, 2 kosa, 3, narediš lepljenec in pol včasih kdo reče, kaj pa je to? Ja, nič, mislim, za mene nič kaj takega, ne, ampak se da res čistega odpada se da delati, moraš imeti samo pač malo vizije, pa je to. Krožno gospodarstvo. Ja, tako. Z katerega materiala najraje delaš? Omenjaš različna drevesa, ne vem, jablano si kaj omenjal, sliv, hruško, ne vem, hrast si omenjal, oreh, kateri ti je najljubši? Pa to je čisto, kako pride obdobje, ne. Zdaj včasih delam, ne vem, zdaj sem dosti delal z hrastovih sodov, pol imam neko obdobje, delam z lipe dosti. Ni nekako, da bi imel najljubši les, čisto odvisno, kako te prime. Pa je z katerega lesa lažje delati, z katerega težje, to pa sigurno, glede na to, da so različne trdote, fleksibilnosti. To pa je, ja. Recimo, ne vem, neka oljka je tako zelo zanimiva za oblikovanje. Ima neko elastičnost, je taka trda. Potem, ne vem, oreh, lipa, po drugi strani spet zanimiva. Ko jih brusiš, režeš, sta bolj mehka, ampak spet je spet von drugačen. Nekaj meni je tudi zelo zanimivo, ko, ne vem, to režeš, oblikuješ, vonjaš lesove, ne, po delavnici ful lepo diši po lesu, ne. In to je taki neki ljubezenski. Neko razmerje med lesom, razumeš, ko težko je reči, da zdaj ne, primete, ne vem, delaš z enega, delaš z drugega, ti oni zadiši, tako da težko je to dopovedati. Najboljše. Fajn bi bilo, če bi enkrat prišel v delavnico, da vidiš malo, veš, da doživiš to te že vstop v to te laboratorije. Ja, veš. Ker sem si mislil, ne, da to mora biti res, da to je pol celotna izkušnja, ne. Ja. To doživljanje in zaznavanje na več nivojih, ne samo vizualno, ampak tudi seveda z drugimi čutili, ne. Ja, mislim, vsak les ima drugačen von, tako se je rekel, drugačno trdoto, ne, ampak vsak les za sebe je zanimiv za obdelavo, ne. Tako da Si to je. tak šepetalec, recimo, glede na to, da je zdaj tako lepo v besedo, ta odnos, ki ga razviješ z lesom. Ja, ma dobro, gled, to je noro mogoče, ker je res mislil, da si neki guru, ampak mislim, dojemaš, meni je pač les sveta stvar, ne, veš, nekomu je pač, ki dela zlata, srebra. Mu je tisto logično. Les je, res, pač mi daje energijo. Se pogovarjaš s lesom, torej vse, kaj je prišlo. Pa ne vem, to dobro pogovarjam, včasih se sam s sabo vse pogovarjam, ja, ampak to ne vem, ni sopada s tem, to ne tako daleč, če nisem prišel, da bi se pogovarjal. Next level. Dobro, kaj bi mladim umetnikom svetoval, recimo, mislim, umetnikom, nekomu mlademu, ki bi danes želel ustvarjati z lesom, pa seveda razmišljam malo tudi podjetniško o tem, no. Kak dober nasvet s tvoje poti, lekcija, ki si jo ti spoznal, na kaj naj bodo mladi pozorni. Ja, Ne samo pozorni, ali pa tudi naj grejo v to, ali so kakšni pomisleki. ja, zdaj To sem glih spodbudno enega misel. fanta z Murske, ki se pač odloča, da bi, ne, in če bi se lahko dobro, ni problema, pridi na kavo, jaz ti vse povem od začetka do konca, samo ne se vstrašiti, ko ti bom govoril, jaz ti bom po pravici povedal, ne bom ti govoril samo lepih stvari, jaz ti povem čisto vse, ne, ampak če si karakter, glej, če si se odločil neko stvar delati, pa če imaš vizijo, dela in čez delo, ne, naredi 1 kos, 2 kosa, 3 kose, to objavi, ti si še mlad, bolj obvladaš spletne medije kot, ne, in na taki način začneš, naj te pa ne bo strah, naredi en izdelek in
bo to počasi zalaufalo. Ne pa gre nič iz danes na jutri. Tako da samo vztrajati, delati, narediti, več kosov, mogoče v štartu se ne bojo tako prodali, ko bi se mogli prodajati, ampak ko vztrajaš, če slediš svoji zgodbi, svoje vizije, more zalaufati. Nič se ne omejevati. Ne se omejevati, pa ne gledati, kaj bo nekdo drugi rekel, to bi lahko, to bi ono, ker jaz sem se pač tudi logično srečaš z ljudmi, ti bi lahko to, ti bi lahko ono, ampak ko si ti enkrat v tirih oblikovanja nakita, je fajn, da tu ostaneš, da ne greš bolj levo, pa ne greš desno, ker tu z tem imaš ogromno dela in dobro, da ostaneš tu in raziskuješ samo v tej smeri in boš pol tudi dosti lažje prišel do nekega določenega uspeha. Tako da, sem mu dal neko, Ja, da moraš imeti svojo špuro, ker vse ostalo te iz ritma meče, verjetno, in tako. Skuša preusmeriti malo, v bistvu, Moraš pa seveda vizija, upati si moraš dan danes v poplavi različnih nekih stvareh, Moraš si najti pod soncem svojo točko in ko si pol tudi nekako samozavesten v tem, kaj delaš, da imaš podporo doma od prijateljev, je to. Tako da samo pogumno. Omenjaš še, seveda, Instagram si ogromno krat danes omenil, tako da brez tega omrežja v bistvu na nek način ti tudi danes ne bi bil. Težko, bi rekel, Tako da je neko tako okno potrebno v bistvu, da se pokažeš. Preko teh spletnih medijev se da ogromno narediti. Jaz bi lahko izkoristil še dosti bolj, mislim, za marketing in te stvari, ampak včasih se mi ne ljubi biti toliko na telefonu, ker se zasledim in vidim, da v delavnici, ko sedim, ko nekaj slikam pa objavljam, da samo štrcam po telefonu, ampak vse to je del tega, ampak lahko bi še bolj. Zdaj pač mladi, temu fantu sem jaz to omenil, da lahko tu izkoristi dobro stvar, da bo pač prišel do strank in sploh da spoznal, da nekaj dela, za začetek, potem pa seveda dalje do strank. Kaj pa te bolj platforme namenjene umetnikom, Etsy pa druga, tu se ti... Na začetku sem prodajal preko Etsy-ja, ampak je kljuka nekako zahtevno priti not do tega, pol pa vidiš, da je ogromno poplava nekih izdelkov in se težko prideš v nekako na prvo mesto, ker je to nekako, koliko plačuješ, se pol formiraš po nekih, pa pol po nakupih in teh stvarih. Tako da sem nekaj časa vztrajal, pol pa mi nekako ni bilo več, ker je bilo kar dosti dela s tem. Sem kar opustil pa stvar. Ampak tudi na Instagramu so te našli in to te odpeljalo v New York. Tako da zdaj bo še svetovni trgi. Tega pa nam poznamo. Tako da, dobro smo to izkoristili, seveda ta trenutek, ko je še ta izkušnja toliko živa, verjamem, da jih bo še dosti, tudi zadnjemu vprašanju, ki je za naše goste vedno enako, se ne boš izognil. Tako da, kaj je bila neka najbolj boleča izkušnja na tvoji poti, podjetniški, umetniško-podjetniški, ki pa je mogoče potem se izkazala za res dragoceno lekcijo, ki ti je pa pol kljub temu dosti dala, mogoče se je zdela. Lahko je bila tudi neka tvoja napaka, ampak je na koncu se obrnila za v bistvu v nekaj res pozitivnega. Pa mislim, bila kar nekih stvari takih, ampak vedno sem potegnil dobro iz tega. Vse to, ko smo se že prej pogovarjali o nekih sodelovanjih, pa to, tu sem imel pač par nekih takih grenkih stvari, ki jih ne bi, mislim, ko jih že narediš, zdaj rečeš, da ne bi več tega ponovil, ampak tega ni, To je, drugače pa ni, ne morem reči, zdaj se spomnim, ker sem bil vedno sem izpeljal neke stvari v to smer,
da pa je to že moglo biti, da sem se nekaj naučil z tega. Tako da, ne vem, je pa bilo dosti nekih takih stvari, ki sem si jaz sam tudi v glavi priklical, nekih negativnih, pa se slabo počutil, pa ne. Tako da, to si pa dostikrat sam kriv, ne. Tako da, ne bi pol krivil nekih, ne vem, nimam nekega odgovora tu, takega, da bi zdaj lahko rekel. Ne bila neka točno tako. Ne vem, nimam, ne bi rekel, no. Iz vsake stvari pa sem se tudi pol naučil, sem šel naprej, tako da je to mi dalo vedno neki dodaten zagon, nekaj mene, če me hočeš sklovkati, ne, te sem še pol bolj še grem bolj glavno. še sem še boljši, tako da, ne, čekaj, da vas. Če bi me kjer rad ne? Ne, može da ti v primeru. Nobenih lekcij, super, Srečko Molk, hvala za ta pogovor, super je bilo, gledaj naj še naprej. Ostaja kreativno, seveda ne samo na Ptuju, ampak globalno, tako da verjamem, da bomo še dosti slišali o tebi, tako da mogoče še kdaj tukaj zagotovo, pa te tudi večeru še spremljamo, no, tudi naprej, tako da hvala ti za obisk. Super, najlepše hvala za obisk. Z veseljem. Evo, verjamem, da ste uživali v tem pogovoru. To je bila še ena epizoda večerovega podcasta Moj uspeh. Ne pozabite se seveda na podcast tudi naročiti, da ne boste zamudili naslednje epizode, sicer pa nas spremljate na vseh platformah. Komentirajte, všečkajte, prisotni smo res in na YouTube, Apple Podcasts, Spotifyju, tako da nikjer nas ne boste mogli zgrešiti. Do naslednjič, naj bo uspešno.